Posodobitev kabelskega sistema. Prostorska stiska vrtca Medvode. Najlažja pot do PCT pogoja. Živi zdravo, potuj trajnostno. Turistično društvo Zbilje z novim starim vodstvom. Na srečanju žrtev vojnega nasilja. 45. jesenske serenade. Lepo pozdravljeni. V začetku septembra je upravitelj kabelskega sistema televizije Medvode na tradicionalnem srečanju z novinarji predstavil novosti in dosežke v letošnjem letu. Pričakovano so največ pozornosti namenili nadgrajevanju mobilnega omrežja 5. generacije in se pohvalili s povečevanjem količine prenosa podatkov v vseh paketih več. V naši občini pa se trudijo s posodobitvami celotnega sistema, pri čemer je najbolj pomembno, da so zraven zdeli na vseh večjih občinskih gradbiščih, saj bo le tako lahko ponudba, ki jo nudijo naročnikom kabelske televizije Medvode, še naprej ostala boljša od vseh preostalih operaterjev. Ko na medvoških gradbiščih brnijo stroji za izgradnjo kanalizacijskih in drugih omrežij, je v stalni pripravljenosti tudi ekipa kabelske televizije Medvode oziroma upravitelj sistema, saj sodelujejo z gradbinci pri tako imenovani sočasni gradnji. Sklenili smo sporazum oziroma Telemach v našem imenu sporazum z občino in v primeru, da smo zainteresirani v tistem delu, kjer izvajajo izkope, se po zaključku del vključimo tudi mi in postavimo novo cev, s tem tudi možnost ali postavitve novega koax kabla ali optičnega kabla in s tem se sočasno posodablja tudi naš sistem. Trenutno se zaključujejo dela na gradbišču Spodnje Pirniče Vikrče, odprta pa je že nova gradnja v naselju Žeje v Zbiljah, kjer bo sočasno dela izvajal tudi Telemach. Seveda pri tem sodeluje tudi tehnična ekipa naše televizije, ki skrbi za pridobivanje soglasij, sodeluje pa tudi pri tehničnih načrtih, saj utemeljito posodobitev sistema, ki bo omogočala visoke hitrosti prenosa podatkov, sodi tudi zamenjava velikega števila kablov. Moram reči, da saj po Pohorajcih so te trase zelo dolge, tako da so tudi izkopi od ene hiše do druge tudi več kot 100 metrov in pri domačinih skoraj nimamo težav s pridobitvijo soglasij. Večje težave imamo pa, bom rekel, z vikendaši, ker imajo cel kup enih pogojev, pa enih zahtev, pa kaj ima pa za to dubelj. Tako da jaz mislim, ne moramo ljudem povedati, da gre to za kraj. Ne gre za kabelsko televizijo Medvode, ne gre za Telemach, ampak gre za krajane, za občane Medvod, da bi dobili boljšo ponudbo TV signalov interneta, ker moramo reči, da v teh odročnih krajih, tudi v našem koncu v Hrašah, imamo ponudnika Telekom, ki nam ne more zagotavljati več kot 1 megabita na sekundo uploada, Telemach pa lahko ponuja, to se pravi uploada 60-80, download je pa recimo, tako je že kolega rekel, tam 800 megabitov na sekundo. Med drugim recimo na Topolu slabo deluje tudi mobilno omrežje konkurenčnih ponudnikov, predvsem pa internetno omrežje, kjer konkurenca nudi nizke hitrosti in večje stroške. In pozabite na floskule, da je edina prava stvar zgolj optika. Razvoj gre naprej tudi na drugih področjih. Mi imamo ponudbo, ki je na koaksialnih kablih enaka vsem ostalim ponudnikom v občini Medvode. Imamo srečo, da imajo tak sistem v Ameriki, recimo New York je ves na koaks kablih, razen novih napeljav, in razvijajo sistem za posodabljanje, predvsem za prenos večje količine podatkov in hitrejši internet. In tam imajo že 1 gigabit na sekundo možnost prenosa. V našem kabelskem sistemu smo pa na nekaterih odsekih, ki so novejši kabli oziroma ki smo kable že zamenjali, prišli do 835 megabitov na sekundo hitrosti. Tako da mislim, da je več kot dovolj. Seveda bomo pa še naprej delali na tem,
da to še nadgradimo. Ekipa na terenu ima sicer kar nekaj težav, tudi pri šumu komunikaciji. Marsikdo je jezen, ker meni, da mu KTV Medvode ne zagotavlja kvalitetnega signala, a pri tem se običajno izkaže, da je signal do omarice brezhiben, težave pa so v stanovanju. Tudi stare dotrajane kable je treba obnavljati in mojstri Telemacha bodo znali svetovati, če jim boste to pustili. A previdno, poleti je bilo v vseh tudi nekaj nepridipravov, ki so zlorabljali zaupanje občanov s pretvarjanjem, da so Telemachovi serviserji. To smo že dobili signale, da se pojavljajo ljudje bolj v odročnih krajih, pa pri starejših ljudeh, da so od Telemacha, da bojo prišli nekaj nastaviti, pa to pod krinko, da so to lahko tudi tatovino. Tako da mi res vse krajane ali pa občane pozivamo, da naši serviserji, naši delavci, tudi mi dva od kabelske televizije Medvode se predstavlja, imamo tudi predstavitven več, hočem reči, tako da pa tudi recimo tle domačini največino poznajo, ker po Telemacha imajo pa tudi se vidi kombi Telemachov, pa tudi serviserje so da že toliko na terenu, da jih dejansko ljudje že poznajo. Je bilo pa od samega začetka veliko težav. Tudi pri nas doma so bile težave, ki je žena serviserja, ki je hotel kartico za medije, da ga je nagnala, ker je mu cele registracijo, nobene oznake ni bo Telemacha, tako da je potem mene klical, da sem rekel, da lahko pride nazaj. Pa še nekaj besed o prednostih naročnine na kabelsko televizijo Medvode. Imamo 3 pakete, med katerimi se lahko odločajo naši naročniki, še dodatne ponudbe, pravkar je dodatno cel kup glasbe možno pridobiti skozi ta paket. In naslednja stvar je tudi televizija Medvode. Televizija Medvode, še enkrat povem, ker me sprašujejo, zakaj ostali ponudniki, ki tega ne ponujajo. Moram reči, da trenutno samo ponujamo oziroma v živo gremo v našem kabelskem sistemu. V večini krajev občine Medvode je kabelska televizija Medvode oziroma v njenem imenu Telemach boljši ponudnik, kar se tiče kvalitete. Tudi v primeru napak na omrežju se trudijo, da napako odpravijo v najkrajšem možnem času, saj jim je pozitivna uporabniška izkušnja najbolj pomembna. Imamo 24-urno službo, 7 dni v tednu, 365 oziroma v prestopnem loku 366 dni na leto, tako da ni bojazni, da bi naši naročniki dolgo časa ostajali brez naših storitev. Dober glas zato seže v 9. vas in tehnična ekipa ima tudi veliko informacij. Zato naša fanta Ivana in Janeza kar pocukajte za rokav, če imate vprašanje o kabelskem sistemu. Ko poprašajo sosede, kakšna je hitrost, kakšen je internet, kakšna televizija, koliko je programov, tako da mislim, se ljudje tudi kar pohvalno izrazijo, tako da tudi z tega vidika, ker pravijo, dober glas seže v 9. vas, slab pa dosti dal. In tako da mislim, da veliko naročnikov se tudi dobi, ker sva mi dva na terenu, ker predstava, velikokrat kakšen vpraša, kakšne zadeve pa nute, tako da potem tudi zdaj, recimo, ne vem, s Telemachove spletne strani sprintamo tisto ponudbo, pa je kar damo ljudem v kaselci in mrzka sem še že na osnovi tega odločil, pa je za nov priključek. Ker jaz opažam na terenu, je najbolj zanima hitrost interneta, ker televizijskih programov je že tako veliko preveč, ste ljudje par programov gledajo, tako da najbolj bistvena je hitrost interneta, sploh pa recimo ta pošiljanje uploada, ker recimo v teh odročnih krajih, bom rekel, drug ponudniki ne nudijo take hitrost, tako da tudi zaradi tega se je že veliko naročnikov recimo priključilo naši kabelski televiziji. Telemach v teh dneh predstavlja nadgradnjo mobilnih paketov več, ki vsi vključujejo neomejeno količino klicev in poslanih SMS sporočil, uporabnikom pa prinašajo gigabitne hitrosti prenosa podatkov od 5 pa vse do 80 gigabitov. Uporabniki paketa več boste lahko brez doplačila dostopali do omrežja 5G, seveda, če imate ustrezen 5G mobilni aparat in kartico SIM.
Za mlajše naročnike in mlade po srcu pa je dobra novica, da v paketu največ ostaja brez doplačila vključena tudi glasbena platforma Tidal Premium z več kot 70 milijonov tujih in domačih skladb vseh zvrsti in 250 tisoč videoposnetkov. Ker stari vrtec v Valburgi ni ustrezal sodobnim standardom, ker je bil energetsko potraten, po vsakem inšpekcijskem pregledu pa je bilo potrebno odpraviti več pomanjkljivosti, so v začetku avgusta zabrneli stroji in marsikomu se je milo storilo. Vrtec je padel, saj zaradi dotrajanosti sanacija ni bila več smiselna. Zaradi inšpekcijske odločbe je moral vrtec Medvode ta del smleške enote že sicer zapreti do konca junija. Glede na to, da so v njem gostovali kar 3 oddelki otrok, se je seveda vprašanje, kako je s prostorsko stisko v novem vrtčevskem letu, ponujalo kar samo. Stavba starega vrtca v Smledniku je bila zgrajena leta 1912 za povsem drug namen. Najprej je bila v njem gostilna s kegljiščem, vrtčevsko enoto pa so tam odprli šele marca 1979. Zaradi prostorske stiske v vrtcu Medvode, pa tudi zaradi inšpekcijskih odločb, je občina leta 2012 v neposredni bližini zgradila nov vrtec. Starega pa naj bi porušila. Ker pa je bilo število otrok vključenih v vrtec Medvode še vedno preveč, je stari vrtec služil svojemu namenu in stal vse do začetka letošnjega avgusta. In ker so v njem vse do junija gostovali 3 oddelki vrtca Medvode, sledi odgovor na vprašanje, kako je s prostorsko stisko v novem vrtčevskem letu. Mi smo v letošnjem letu podrli stari Smlednik, tako da imamo nekaj reorganizacije, kar se tega tiče. In sicer smo v enoti Ostržek odprli še en dodaten oddelek, zato da ne bo preveč prostorske stiske. V Smledniku, v tem našem edini stavbi, ki jo zdaj imamo ta oddelek, ki je bil do sedaj vedno polovičen, imamo kar polnega. Tako da imamo še na zalogi en polovičen oddelek, ki ga bomo odprli okrog novega leta. Nekaj otrok bo pa verjetno ostalo zunaj. Žal, tukaj letos ne moremo pomagati. Malo se pozna to, da je drugi otrok v vrtcu zastonj od 1.9., se pravi drugi in vsi nadaljnji. Nekaj je pa še otrok, katerih mame so na porodniški, se pravi, da ne izpolnjujejo pogoja starosti 11 mesecev. Nekaj je pa tudi otrok, ki niso občani Medvod. Vse enote vrtca Medvode, 7 jih je trenutno vključenih 674 otrok, od tega jih je 123 prag vrtca prestopilo prvič. Izven vrtčevskega seznama pa jih je zaradi prej omenjenih razmer ostalo 72. Prvotno je bila želja, da se manko zaradi zaprtja starega smleškega vrtca rešuje z razširitvijo vrtca v Sori, vendar se je kasneje izkazalo, da bi bila ta opcija ekonomsko manj upravičena, saj bi zaradi prostorskih omejitev lahko tam zagotovili prostor le za en dodaten oddelek. V Sori bi bila gradnja predraga, zato smo se odločili, da bi v Smledniku naredili kar prizidek k staremu, zdaj je že novi stari, k obstoječemu vrtcu. Najmanj bi bilo, kar se tiče težav okrog zemljišča, tudi komunalno je vse urejeno in zdaj čakamo, da se objavi javni razpis za gradnjo. Računamo pa, da ko bo javni razpis potrjen oziroma bo izbran ponudnik, da se bo gradnja začela in končala v 4 mesecih, tako da otroci lahko vstopijo v ta 2 dodatna oddelka 1.9.2022. Dolgoročna želja in dolgoletna potreba vrtca Medvode pa je: vrtec Medvode v naslednjih 5 letih potrebuje vrtec v Preski. 8-oddelčni vrtec v Preski. Zdaj je 5-oddelčni, bi pa potem lahko sprostili mogoče kakšno manjšo enoto, ki je že skorajda neprimerna. In lokacija, jo vidite že? Lokacija, če bo vse po sreči, bo na mestu, kjer stoji zdaj šola. Če bi se pa to predolgo vleklo, smo pa mi pripravljeni tudi kam drugam iti. Odgovor na vprašanje, ali vsi zaposleni v vrtcu Medvode, kar 124 jih je, izpolnjujejo PCT pogoj, je jasen, seveda. Zdravstveni dom Medvode jim namreč pošlje sezname vseh zaposlenih, ki so bili pri njih na hitrem testiranju, tako da ni nobene dileme. So pa v pripravah na samo testiranje, ki bo seveda temeljilo na zaupanju. Ponedeljek je bil objavljen odlok, ki uvaja nove ukrepe za zajezitev koronavirusa. Po novem morajo PCT ukrepi izpolnjevati vsi,
ki pri izvajanju dela prihajajo v neposreden stik z ljudmi. Našteto je 20 različnih dejavnosti in področji. In še, PCT pogoj morajo izpolnjevati tudi vsi, ki so udeleženi v dejavnostih, kjer obstaja možnost izbruha okužbe. Primer, pogoj PCT mora poleg frizerja po novem izpolnjevati tudi tisti, ki obišče frizerja. Obstajajo pa določene izjeme, ne potrebujete ga na primer za obisk trgovine, lekarne, banke, bencinskega servisa, cerkve. Vsaj tako naj bi bilo, če pa dejansko bo, pa vsak dan sproti kaj novega. Zaplete se namreč že o vprašanju, ki smo ga direktorici Zdravstvenega doma Medvode zastavili včeraj zjutraj. Ali bi lahko vstopili v zdravstveni dom brez PCT pogoja? Zaenkrat še lahko v tem tednu še občane puščamo v naš zdravstveni dom brez teh PCT pogojev. S ponedeljkom pa bomo začeli spuščati samo tiste, ki bodo imeli pogoje PCT. Malo po tem odgovoru pa preobrat, prejeli so namreč dodatno pojasnilo, da očitno temu vendarle ne bo tako in da pogoja PCT za vstop v zdravstvene domove vendarle ne bo potrebno izpolnjevati. Kot rečeno pa, odlok se trenutno še vedno zelo različno tolmači, zato se lahko obetamo še dodatnih sprememb. Verjetno, da ja, v tem tednu se bodo naredili pravi zaključki in izdana bo končna odredba, ki jo bomo mogli upoštevati. Mogoče bo za kakšnega neprijetna, ampak pač taka bodo pravila in kot vsak javni zavod bomo tudi mi morali ta pravila upoštevati. Kako bi torej v zdravstveni dom Medvode vstopali tisti, ki bi želeli pridobiti enega od pogojev in se cepiti? Cepljenje namreč tudi za nenaročene poteka v zdravstvenem domu Medvode in tudi po počitnicah po že ustaljenem urniku, 2-krat tedensko, v ponedeljkih od 11. do 15. ure in ob torkih med 13. in 19. uro. Še vedno so pacienti kar pridni in hodijo na cepljenje vsakič. Imamo precej ljudi, ki jih cepimo. Včeraj je bila kar velika gužva. Od nekako od 4 naprej do 7 so 2 sestri izvajali cepljenja, tako da cepljenje še vedno poteka nekaj aktualno. Glede na to, da se govori o 3. odmerku za COVID zaščito, bomo verjetno vzpostavili 2 soboti. In soboto bomo delali cel dan, tako da pacienti takrat ne bodo naročili, naredili bomo objave preko medijev, tako da bodo vsi o tem izvedeli in se bodo lahko prišli cepati, ko bomo dobili uradno dovoljenje za to. Torej še vedno velja 1. in 2. odmerek, lahko dobijo vsi, ne glede od kod prihajajo, vsak lahko pride sem. Brez naročanja. Ja, točno tako je. V bistvu ne kompliciramo, vabimo naše občane kot prvo, pa tudi ostale prebivalce Slovenije se lahko pridejo v Medvode cepati, brez naročanja, brez česarkoli, samo da so zdravi, da se za to odločijo. To je velik plus, da epidemijo čim bolj zajezimo. V zdravstvenem domu Medvode cepijo s cepivom Pfizer in Janssen. Cepljeni dobijo tudi potrdilo o tem? Dobijo. Prvič potrdilo zdajmo v našem zdravstvenem domu, za potrdilo ne plačajo. Vkolikor potrdilo izgubijo, lahko v bistvu potrdilo dobijo v lekarni, tam morajo plačati 2 evra, lahko si ga pa tudi sami natisnejo, če preko ZVEM aplikacije. Na ta način se da dobiti potrdilo o cepljenju. In to je že eden od pogojev za PCT. In kako do hitrega testa? Zaradi obnove kulturnega doma Medvode je brezplačno hitro testiranje med počitnicami potekalo v športni dvorani Medvode. Od tega tedna dalje pa poteka spet na novi lokaciji v prostorih krajevne skupnosti Vaše Goričane na pristavi ob dvorcu Goričane. Urnik ostaja enak. Testiranje poteka v ponedeljkih med 6:30 zjutraj in 11:50 in v sredo med 13. in 16:50. Od 25. avgusta pa so testi plačljivi. Cena je 12 evrov in osebje zdravstvenega doma Medvode uporabnike naproša, naj uporabljajo gotovinsko plačilo in to, če je možno, v točnem znesku, da bo delo potekalo čim bolj nemoteno. Ja, 12 evrov za en test se nam zdi kar primerna cena, to ni glih čisto poceni, kot je bilo včasih, ko smo imeli zastonj, potem pa tudi ni najdražja varianta v Sloveniji. Nekako je ena sredinska cena, kajti v bistvu testiranje je delo, ki ni povsem nezahtevno.
moramo pacienta umiriti, ga pravilno odvzeti test, ga malo v bistvu odvzeti njegovo skrb, da ne bo to nič hudega, da ne bo krvavel, da ga ne bo zelo bolelo, ampak da pa mora nas razumeti, če delamo test, ga moramo narediti pravilno. Kajti če test ni pravilno narejen, je lahko potem lažno negativen. In nekdo, ki to testira in je tega vešč in je opravil protečaj jemanja brisa, mislim, da je cena 12 € za tako dejanje ni prav velika. Na odvzem brisa se ni potrebno posebej naročati. Uporabniki morajo imeti s sabo osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja oziroma potrdilo o zaposlitvi, v primeru, da so upravičeni do brezplačnega testa. Kdo pa je vendarle mogoče upravičen do brezplačnega testiranja? Ja, seveda tudi tukaj so izjeme. Te izjeme so zelo redke, kajti nekdo, ki ne sme biti cepljen iz medicinskih razlogov oziroma je imel kakšno hujšo reakcijo po prvem cepljenju, te ljudje ne bi bili več cepljeni v bodoče, tem ljudem se naredi hitri test brezplačno. Vaše osebno mnenje, s tem, ko so ti testi sedaj plačljivi, bo več ljudi prišlo na cepljenje ali bo več okuženih med nami hodilo? Mislim, da bo vseeno mogoče kakšen procent, 2, mogoče 5, 7 ljudi več cepljenih. In upam, da bo tudi na tem področju malo več zaščite in bo na koncu bo manj hitrih testov in bo več ljudi cepljenih. Nekaj sigurno je, ker velika večina teh, ki niso cepljeni, so dvomljivci. V bistvu ne vejo točno, kaj narediti, nekako se zanašajo na medmrežje in mnenje nestrokovnjakov, tako da drugega opogumljajo, ker pa mislim, da je hitro testiranje prav v bistvu neprijetno. Vsak teden boš mogel iti na hiter test, plačati ga boš mogel sam, verjetno bo tudi kakšen popustil in se šel cepati in zaščitil sebe in svoje bližnje. Tako da mislim, da bo na koncu en cilj dosežen, se pravi zvišati delež precepljenih v Sloveniji. Pomembna novost naj bi bila tudi ta, da se za opravljanje dela kot PCT pogoj šteje tudi testiranje s hitrimi antigenskimi testi za samotestiranje. Samotestiranje naj bi se izvajalo enkrat tedensko, tako doma kot na delu. Šlo naj bi za dogovor med delavcem in delodajalcem, sredstva za testiranje pa naj bi zagotavljal delodajalec. Samotestiranjem pa pridobimo le možnost, da opravljamo delo, ne pa QR kode, ki bi jo lahko uporabljali tudi drugod. Naprimer za obisk kakšne od prireditev ta konec tedna. V soboto bo grajski lonec, v sredo tržnica znanj in še kar nekaj prireditev. Leta 2016 se je občina Medvode prvič uradno pridružila pobudi Evropske komisije, pobudi Evropski teden mobilnosti. Gre za projekt, katerega glavno vodilo je, da bi bila mobilnost prijetnejša brez izpušnih plinov, tako za naše podnebje, kot tudi bržkone za naše zdravje. Dihali bi čistejši zrak, pa še bolj fit bi bili, če se ne bi vse povsod peljali z avtom, ampak vzeli pod noge, sedli na kolo ali pa uporabili javni potniški promet, če ta možnost seveda obstaja. Skratka, letošnji festival bo najbolj odmeven in pa dogodkov poln med 16. in 22. septembrom. Potekal bo pod geslom Živi zdravo, potuj trajnostno. Da se je Evropska komisija pri izbiri gesla letošnjega Evropskega tedna mobilnosti odzvala na več kot 2 leti zaznamovano obdobje s koronavirusom, meni koordinator Medvoškega tedna mobilnosti Gregor Rozman in da je prav zato ob trajnostni mobilnosti izpostavila predvsem zdravje. In so verjetno želeli tudi poudariti, da je tudi zdravje pomembno za v bistvu nadaljevanje dobre skrbi za naš planet. Živi zdravo, potuj trajnostno. Ja, naprimer z avtom kuriš denar, pa nabiraš maščobo, s kolesom pa ravno obratno, kuriš maščobo in zbiraš denar. Čisto preprosto.
Avtomobil nas res lahko reši iz kakšne časovne zagate, ker je javni potniški promet tak, kakršen pač je, so pa njegovi izpuhi še vedno eden večjih vzrokov za negativne podnebne spremembe, za telesne poškodbe in smrti ob nesrečah in tudi vzrok za naše manjše gibanje in s tem povezane zdravstvene težave. Tudi avtomobilska industrija se na to odziva. Jaz sem ravno pred kratkim zamenjal avto, ki je bil star skoraj 20 let. In pač ves vesel ugotavljam, da je poraba za polovico nižja. Tako da se je že na tem področju v zadnjih 10-20 letih marsikaj zgodilo na bolje, ampak še vseeno je veliko prostora za izboljšanje. Prva manifestacija in napoved Medvoškega tedna mobilnosti je bila že prejšnji teden postavljena razstava z naslovom Hraški konji priznanega fotografa Žiga Koritnika, prav tako krajana Hraš. Kot pravi Rozman, gre za nadaljevanje predstavitve trajnostne mobilnosti iz preteklosti. Lansko leto torej Sniške gare, letos Hraški konji. Hkrati je to tudi odziv na letošnje geslo, grafično podobljeno s srcem, s katerim so želeli opozoriti predvsem na povezavo zdravja. Jaz sem pa s tem želel opozoriti tudi na ljubezen, kajti katero prevozno sredstvo je pa človek imel raje kot konja v svoji preteklosti. To je v bistvu žival, ki je marsikomu zlezla pod kožo, ki jo v bistvu ljubi, spoštuje. In tudi s tem sem želel pokazati na neko preteklost, kaj se je včasih dogajalo s trajnostno mobilnostjo ali pa mobilnostjo nasploh in koliko preveč jeklenih konjev imamo danes v primerjavi z konji, ki so nas prevažali v preteklosti. Nadaljevanje tega projekta je večkratni spremljajoči dogodek vožnje z dvooprego kmetije Janhar z naslovom Konjički so zapregli. Sedaj za nama še vozijo avtomobili. Kdaj ne bodo več in koliko časa ne bodo več? Ja, trenutno še vedno vozijo avtomobili po teh dveh cestah. Smo pa letos se odločili, da bomo prvič zaprli dve cesti za promet, in sicer cesto ob Sori in Medvoško cesto. Pridružili smo se pobudi Odprta ulica, kar pomeni, da se v središča mest poskuša počasi upeljati bolj prijazne, bolj trajnostne načine prevoza oziroma se pravi kolesarjenje, pešpoti in tudi počasi ulice namenijo čisto drugim aktivnostim. Ena od novosti je torej prav zaprtje dveh namesto le dela ene ulice od 13. do 24. septembra, ki pa zaradi spremenjenih razmer ne bosta prostor prireditvenega značaja, temveč informativnega. Novost Medvoškega tedna mobilnosti bo tudi novinarska konferenca Trajnostno v Medvodah, na kateri bodo župani in občinska uprava predstavili pridobitve na področju zelene mobilnosti v občini. V okviru Evropskega tedna mobilnosti se bomo lahko tudi veliko gibali, hodili, tekli, kolesarili, veslali. Potekale bodo tudi vse že ustaljene akcije, kot na primer pešbus, test hoje, mini olimpijada, nočni tek in še. Ponovno bo izpeljana tudi grafitarnica Med vodami. Slikarki Andreja Eržen in Renata Grmovšek bosta poslikali polovico podhoda pod železniško progo na Barletovi cesti. Rekli smo, da bomo s tem tudi dodatno promovirali kampanjo, promocijo javnega prevoza. Občina Medvode je bila v prejšnjih 3 letih izbrana kot ena izmed najbolj aktivnih lokalnih skupnosti v državi pri organizaciji Evropskega tedna mobilnosti, lani pa je celo prejela naziv najbolj aktivne občine v kategoriji nemestnih občin. So partnerjev kar veliko. Jaz sem vesel, da sodelujejo v tem festivalu, bom rekel tako, kar vsi javni zavodi v naši občini in številna društva. Jaz moram tukaj še poudariti, da poleti nas je zapustil en fajn človek, kolega, ki me je nekako naučil, da moramo sami čim več narediti. In v bistvu iz tega vidika ko sem razmišljal, vsako leto, ko razmišljam o programu Evropskega tedna mobilnosti, se vprašam, kaj imamo tukaj v občini. Da bi čim več sami naredili, da bi bila zadeva čim bolj prostovoljska, da bi ljudje z veselimi srci to delali.
Tudi letos bo program projektov in prireditev zelo pester. Informacije so posredovane v zloženki, prireditve so opisane tudi v občinskem koledarju dogodkov na občinski spletni strani, celotno dogajanje pa lahko spremljate tudi na Facebook strani Celostna prometna strategija občine Medvode. Mogoče predlagal, da všečkate to stran, da boste obveščeni o Evropskem tednu mobilnosti pred in po njem. V torek so se v odprtih prostorih gostišča Sidro na svojem 68. občnem zboru zbrali člani turističnega društva Zbilje. Hkrati je bil to tudi volilni občni zbor. Običajno smo zadnje čase vajeni, da ni prav dosti kandidatov, ki bi sploh želeli predsednikovati kakšnemu društvu. Odgovornost je namreč precej velika. Tokrat pa temu ni bilo tako. Za mesto predsednika se je poleg dosedanjega večkratnega predsednika Iztoka Pipana potegoval tudi dosedanji tajnik društva Blaž Smole. Vsak svojo listo kandidatov za upravni odbor. In še, nismo ravno vajeni, da bi kakšno društvo imelo na računu več kot 95.000 evrov. Zadnji 2 leti mandata sta bili namreč skorajda v celoti namenjeni varčevanju sredstev in pripravam na gradnjo nove čolnarne. Prav slednje, torej nov objekt s čolnarno in gostinskim objektom, ki je načrtovan na zemlji v lasti turističnega društva, pa je bila očitno predmet kratkega stika znotraj dosedanjega upravnega odbora turističnega društva Zbilje zadnji 2 leti. Zato tudi protikandidatura. Bil je projekt, s katerim se nekateri nismo strinjali, nekateri pa, in videli smo edino pot v temu, in da na koncu naj člani odločijo, a društvo izvede ta projekt ali ne. Od 154 članov, ki so v lanskem letu tudi plačali članarino, se jih je tajnih volitev udeležilo 80. 2 od njih sta oddala prazno glasovnico, končni rezultat pa je bil, dosedanji predsednik Iztok Pipan je prejel 41 glasov, Blaž Smole pa 37. Slednji je tudi v imenu svoje liste že obljubil sodelovanje pri projektih, če bodo k sodelovanju povabljeni. Po prvi spredem te prvo rabim prespati, se temu reče. Zagotovo pa, če bo društvo delalo dobro, bom zraven in tudi vsi, ki so bili z menoj, bodo pomagali. Današnje volitve so pokazale, da je pač zmagala lista, ki je želela evolucijo in ne revolucijo. Tako da lahko rečem, da je samo žal, da nismo mogli iz obeh list sestaviti ene take sodobne, ki bi bila bolj odprta za sodelovanje v prihodnje. Tako da jaz upam, da bomo na prihodnjem občnem zboru, če tudi ne bo volilen, v naše vrste sprejeli tudi kakšnega člana iz liste, ki je bila danes sicer nasprotna, kajti volitve so bile v zaprtem paketu, se pravi, da ni bilo mogoče, da bi nekdo kandidiral na 2 listah ali pa da bi ljudje prehajali med listami. Zaradi tega verjamem, da bomo lahko našli skupni jezik tudi s fanti, ki so danes predstavili, kako bi oni razvijali Zbiljsko jezero. Iz obrazložitve programa obeh kandidatov bi lahko namreč zaključili sledeče, da je seznam potrebnih investicij ob Zbiljskem jezeru precej enoten. Poleg čolnarne še urejeno parkirišče za avtodome, urejena urbana infrastruktura in pešpot, več tako obiskovalcem kot tudi krajanom prijaznih prireditev in več promocije prek socialnih omrežij. Le vrstni red, prioritet in način dela sta se pri obeh kandidaturah razlikovali. Katerega izmed teh projektov mogoče bi se vi v tem trenutku najraje lotili, če bi vas povabili k sodelovanju? Pa najprej, da je okolica urejena, da v kraju, v katerem živimo, da je vsem nam prijetno. In treba imeti zastavljen nek velik projekt, kateremu strmi, zagotovo. Ampak, ko imaš rešene vse te male stvari, se pravi, da ni zasmeteno, da ni parkiranje problem. Sigurno je tukaj to, da vsi vidimo, da so se avtodomarji razbohotili, da se parkirajo tukaj. Zaradi tega smo že nekatere aktivnosti že v prejšnjem odboru naredili. Tukaj gre predvsem za to, da si želimo hkrati z komunalno urejanjem Zbilj, se pravi s kanalizacijo, narediti prostor za avtodome in ta točka nam je vsem skupna. Skupno nam je tudi postavitev večjih klopc ob jezero. Tukaj gre samo za to, da so njihove ideje, da bi nekaj enostavnega postavili, mi pa z dosedanjimi izkušnjami
lahko trdimo, da vse, kar ni težko, vsaj 200 do 300 kg, tisti objestni mladci po noči zmečejo v jezero, kar se nam je včasih redno dogajalo. Zaradi tega vemo, da vsaka komunalna urbana oprema, ki jo postavljamo, mora imeti določeno maso, ne? In pač tukaj gre za stvari, ki pa potem takoj stanejo precej denarja. Če pa želimo šparati denar za to, da bomo lahko naredili objekt, potem si nekaterih stvari ne moremo privoščiti. In tukaj je pač vedno dati na tehtnico tisto, kaj si želimo in tisto, kar zmoremo. Blas Smole bi svojo listo torej najprej realiziral manjše projekte, predvsem pisane na kožo sokrajanov in v sodelovanju slednjih. Medtem ko je Iztok Pipan svojo listo prvenstveno napovedal gradnjo prej omenjenega objekta in ploščadi, idejno zasnovo zanje že oblikovala sokrajanka Petra Možina. Gre za projekt, ki naj bi dolgoročno rešil prostorske pogoje našega turističnega društva. Vsi vemo, da imamo v društvu tako čolnarsko delavnico oziroma delavnico, kjer urejamo tudi svojo komunalno infrastrukturo, da imamo svoj lasten komunalni traktor z vso pripadajočo opremo, da imamo v društvu en kup enih rekvizitov, klopi, miz, vsega, kar je treba skladiščiti, da imamo preko zime za skladiščiti 2 velika plovila. Skratka, potrebujemo kar cel kup prostora. Zdaj, ko imamo tukaj prostor ob tem bregu na Zbiljski Dobravi urejen oziroma primeren s prostorskimi akti za servisne objekte za turistične in športne aktivnosti, se nam je zdelo to kot idealna priložnost, da ta objekt postavimo tukaj, še posebej, ker smo pred parimi leti menjali streho na čolnarni in smo videli, da je objekt znotraj popolnoma gnil, tako da ga držijo v principu samo deske, ki so obite okrog čolnarne, ga držijo skupaj in vsako kakšno resno neurje bi lahko poškodovalo oziroma podrlo našo čolnarno. Glede na izkazane potrebe kraja in krajanov je Pipan napovedal tudi pripravo celostne strategije razvoja turizma v tem delu naše občine in to v sodelovanju s stroko, torej strategijo s ponudbo in storitvami, ki bodo prijazne turistom in v sožitju s krajem. Verjamem pa, kot mogoče bolj turistični zanesenjak kot komunalni delavec, da je turizem tisti, ki mora delati turistične projekte. Turistični projekti morajo biti taki, ki potegnejo ljudi, da za komunalne zadeve obstaja v vasi krajevna skupnost, da obstaja občina in njihovi komunalni podizvajalci, tako da društvo samo ni pravi izvajalec komunalnih dejavnosti v vasi, ampak so pač druge inštitucije. Pipan hkrati že napoveduje tudi spremembe statuta, da bi izvršni odbor imel možnost hitrega in preglednega odziva, predvsem na možnost pridobivanja dodatnih sredstev prek razpisov državnih in evropskih. Obljublja projektno vključevanje ostalih članov društva ter razširjeno in aktivno sodelovanje z najemniki objektov v lasti društva pri oblikovanju raznovrstne turistične ponudbe. Da za delovanjem društva in predvsem pri naložbah v turistično infrastrukturo zadaj stoji na stotine prostovoljnih ur za urejanje papirologije in boja z birokracijo, je izpostavil tudi podpredsednik Turistične zveze Slovenije Dominik Černjak. Vsekakor je voda dobrina, zaradi katere bodo v prihodnosti vojne in to moramo zelo čuvati. Do takrat je pa treba omogočiti dostopnost za teh lokacij, treba je skrbeti za naravno raznolikost, da se ohrani in za pravilne vsebine, ki spomenijo v bistvu simbiozo med dnevnimi obiskovalci, med naravo, življenjem, ki je tam, pa tudi, da se omogoča gospodarska dejavnost. Kajti ravno ta trojna simbioza delitvene ekonomije omogoča nadaljni razvoj. Vse prave poti, kako se tega lotiti, je tukaj v Zbiljah za zdajšnjim pa prejšnjim vodstvom zbrano izredno veliko praktičnega znanja. In to je vrednota, ki upam, da jo boste znali v društvu in generalno v občini ceniti, negovati in pametno uporabiti. Černek že sicer občne zbore šteje za praznike prostovoljstva. In današnji zbor je užitek priti ne samo zaradi lokacije, ki je fenomenalna, ampak zaradi ljudi, ki to lokacijo ustvarjajo. In Zbilje so en izjemen primer, kako lahko prostovoljci, kako lahko turistično društvo v sodelovanju z lokalno skupnostjo in gospodarstvom en tak biser odčuva in ga pa razvija. Zbrane na občnem zboru je nagovoril tudi etnolog in publicist dr. Janez Bogataj, občasni sokrajan Zbiljcev.
Prejšnji vikend se je v Portorožu odvilo že 60. srečanje nekdanjih taboriščnic, političnih zapornic, izgnank in ukradenih otrok, ki se vsako leto zaključi z osrednjo slovesnostjo, ki jo že več let zapored pripravlja naša televizija. Letošnja slovesnost je potekala pod naslovom Podobe Portoroža s podnaslovom Kazen brez zločina in je potekala v čast vsem žrtvam nasilja II. Svetovne vojne. Srečanje se je razvilo iz srečevanj taboriščnic Ravensbrücka in Auschwitza, ki so si delile trpljenje, žalost in strah, predvsem pa so bile sočutne druga do druge. In zato so preživele ter ohranile slovenstvo in slovenski rod. Zato nas njihove zgodbe o ljubezni do sočloveka, slovenskega jezika, tovarištva, solidarnosti in domoljubja učijo, kako človek ostaje človek tudi v najhujših življenjskih razmerah. Zgodbe žrtev vojnega nasilja nas tokrat nagovarjajo, da ohranjamo solidarnost in humanost tudi v teh težkih koronačasih in v nas budijo upanje in optimizem. V Portorožu se je pred več kot 60 leti pričela zbirati peščica deklet, ki so del svoje mladosti preživele kot brezimne številke v taboriščih Ravensbrück in Auschwitz. Da so si izpovedale svoje stiske, se objele in omilile boleče spomine na trpljenje in ponižanja. Srečanje je z leti preraslo v protivojno manifestacijo številnih žrtev vojnega nasilja, na kateri svoje spomine ohranjajo za zanamce. Vse z mislijo, da se kaj takšnega ne bi več ponovilo. Med tistimi, ki so bili pahnjeni v nesmisle vojne, je tudi naš sokrajan Janez Deželak, ukraden otrok, materi in očetu, ki sta bila odpeljana v Auschwitz, njega in brate pa so odpeljali po različnih otroških taboriščih v Nemčiji. Sem bil debelo leto dni star, ko sem šel. In se veste, zdaj, takrat se človek ne zaveda, zdaj, ko sem prišel v leta, se zavedam posebej, ko dobiš, recimo, ko sem dobil svoje vnuke, sem jaz še najbolj zavedal svojega stanja, ki je pač bil leta 42, ki si ne moreš predstavljati, težko tudi drugim to razlagaš, si ne moreš predstavljati, da nekdo vzame materi leto dni starega otroka. No in ko sem jaz potem, pa tudi moji bratje, čeprav moram reči, da starejšega najbolj mi je hudo za njega, ker se je pa zavedal, je bil že toliko star, da se je zavedal, da so mama vzeli, ata vzeli, nas vzeli, skratka, da so nas odpravili. Oče ni preživel, mama pa se je po vrnitvi domov povezala z Rdečim križem in ostalimi organizacijami in dobila vse 3 sinove nazaj. Janez Deželak se kot majhen deček tega obdobja ne spominja, saj je bil premajhen, a svojo zgodbo opominja na medvojne dogodke. Na osrednji slovesnosti v Portorožu so se torej spominjali preteklih druženj, povzeli nekaj sporočil slavnostnih govornikov in ostalih gostov, predvsem pa prek spominov Ivice Žnidaršič, Janeza Žmavca, Janeza Deželaka, Dušana Stefančiča, Erike First in Sonje Cundar ponovili že večkrat izrečene opomine, kako krhke so lahko naše vrednote in temeljne človekove pravice v času, ko je sovražni govor na različnih socialnih omrežjih postal tako zelo sprejemljiv. Opomnili so, da je še bolj kot sovražni govor lahko za nas boleča tišina, ki mu žal vse prepogosto sledi. Današnji čas nas sili v pozabo, ko zlo le čaka, da se spusti z verige, ko je sovražni govor na različnih socialnih medijih poln žalitev, laži, spodbujanj sovraštva. Pred nami se dogaja drama današnjih brezupnih svetovnih migracij. Ne zapirajmo oči in ušesa. Vse se začne z molkom posameznika. Matjaž Špat je v imenu taboriščnega odbora Ravensbrück iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja prejel zahvalo za ohranjanje spomina na osebne zgodovinske izkušnje žrtev taborišč in opominjanje, da si je treba za mir, strpnost in solidarnost nenehno prizadevati. Slavnostna govornica na prireditvi je bila slovenska senatorka v Rimu Tatjana Rojc, ki je opozorila, da svoboda ni sama po sebi umevna, ni anarhija, ni zgolj sosledica gesel, temveč temeljni kamen, podstat, ki jo oblikujejo svobodni ljudje,
ter dodala, da bi morali biti skrbni in previdni pri načrtovanju svoje prihodnosti in prihodnosti naših bodočih generacij. Na osrednji prireditvi so v skladu z navodili NIJZ sodelovali dramski igralec Domen Valič, orkester Slovenske vojske Solisti, tenorist Martin Sušnik, pevec Slavko Ivančič, pevka Marjetka Popovski s spremljevalno skupino, recitator Igor Rojc in številni drugi. Prireditev je zasnovala in realizirala Silvana Knok v sodelovanju s producentom Iztokom Pipanom in montažerjem Žigom Kovačem ter s tehnično podporo ekipe televizije Medvode. Konec poletja se kulturni ustvarjalci počasi pripravljajo na nove predstave in koncerte, a tudi to leto bolj zadržano, saj nihče ne ve, kaj bo jesen prinesla. Optimistično pa kulturno jesen napovedujejo tradicionalne 45. jesenske serenade, ki v občino Medvode prihajajo že 34. Prve so bile včeraj v župnijski cerkvi svetega Štefana v Sori, predstavila pa se je komorna skupina glasbenega društva Tamburjaši pod vodstvom Mojce Lavrenčič. Koncert je besedno povezoval Tadej Pišek. Letošnja rdeča nit jesenskih serenad so strune vseh vrst, oblik in v najrazličnejših kombinacijah, obenem pa tokratne serenade prinašajo tudi popestreno igralsko zasedbo, saj bo vsak koncert spremljal drug igralec. Sredine jesenske serenade so torej najprej zazvenile v Sori, in sicer ob zvokih baročne glasbe komorne zasedbe Tamburjašev iz Vipave. Zaigrali so skladbe Bacha, Balbastra, Vivaldija, Cooperina in Charpentenieja, soneti Williama Shakespearea pa je koncert povezoval dramski igralec Tadej Pišek. Zasedba Glasbeno društvo Tamburjaši iz Vipave je bila ustanovljena leta 2008, njihov repertoar pa obsega ljudske, popularne, klasične in originalne tamburaške skladbe. Društvo vodi Vlasta Lokar Lavrenčič, dirigentsko vlogo pa je leta 2017 prevzela Mojca Lavrenčič. Jesenske serenade bodo naslednjo sredo, 15. septembra ob 20. uri gostili na Topolu v tamkajšnji cerkvi Svete Katarine, publiko pa bosta s pesmijo razveselila solist Berlinske državne opere Jaka Mihelač in kitarist Jure Cerkovnik. V teh dneh poteka menjava več kot 90 metrov ograje ob nogometnem igrišču. Stara ograja je bila prenizka, da bi zadrževala let žoge na cestišče in premalo nosilna za obešanje reklamnih panojev večjih dimenzij. Dela, ki bodo zaključena predvidoma do konca septembra, so vredna dobrih 54.000 evrov. Več o tovrstnih investicijah, pa tudi o uporabniku nogometnega igrišča, pa v kakšni od naslednjih informativnih oddaj. Sledi pa redna tedenska Črna kronika. Tokratna Črna kronika bo kratka. Zgodile so se 3 prometne nesreče. V Medvodah je na parkirišču nekdo povzročil nesrečo in nato pobegnil. Po zbranih obvestilih so voznika izsledili in mu izrekli globo. V Zbiljah in v Medvodah pri prehodu čez železniško progo pa sta se zgodili prometni nesreči z manjšo škodo. Zato so pri obeh policisti odstopili od ogleda. Na Osovniku sta se sprla 2 udeleženca v cestnem prometu in je morala posredovati policija. Kršitelj bo prejel globo. Kot običajno vas pozivamo k previdnosti. Številni nepridipravi namreč opazujejo stanovanja in kdaj so stanovalci doma. Prežijo tudi na starejše krajane, zato bodite pozorni na sumljive osebe, pa tudi avtomobile prijavljajte na policijo. Šolarji so še vedno počitniško razigrani, zato bodite vozniki bolj previdni kot običajno, da morate upoštevati prometne predpise, pa najbrž ni potrebno posebej poudarjati. Informacije o delu policistov pa najdete, če poklikate na Facebook stran Policijske uprave Ljubljana. Za danes je to vse, spremljajte nas še naprej. Na snidenje prihodnji četrtek v upanju, da nam ne bo potrebno čez kakšno od prireditev potegniti črto, češ zaradi vladnih ukrepov prireditve ne bo oziroma je ni bilo. Lahko noč.